Živijo. Danes sem glih meditiral in v ozadju verjetno slišite še glasbo. Pa sem rekel, jo bom kar pustil, mogoče malo drugačen video kot ostali. Kdaj se največkrat ljudje začnejo spreminjati? Kdaj se začnejo mogoče zavedati svojega življenja in pa kaj vse so do zdaj že naredili in kaj dejansko želijo še narediti, kaj želijo doseči. Se zavedati, tega pa še res nisem naredil v svojem življenju, pa sem si želel mogoče nek hobi nov dodati v svoje življenje, mogoče neko stvar novo izkusiti. Največkrat je temu tako, da za našo spremembo pridejo neke priložnosti. In največkrat so te priložnosti takrat, ko nam je najbolj hudo. Takrat, ko nas življenje, ko nas neka oseba, ko nas okolica prizadene, ko nas sesuje, ko smo na tleh, ko ne vemo, kaj bi sami s sabo. In največkrat takrat ostanemo sami tudi v smislu, da če nimamo nekoga za pogovor, lahko zaplavamo v napačno smer. Kaj to pomeni? Največkrat se zgodi, da osebe, ki jih prizadene neko ljubezensko razmerje, ko izgubijo nekoga, mogoče zaradi smrti, nekoga, ki so ga imeli radi, je največkrat rešitev alkohol. In takrat pozabljamo, da imamo vsi probleme, vsi na tem svetu jih imamo, najtežje jih je pa ponavadi deliti z nekom, če nimamo nikogar. Deliti jih moramo znati tudi sami s sabo, ker takrat si priznamo, kaj sploh je narobe v našem življenju ali pa kaj smo izgubili v našem življenju, da sprejmemo to, kar ni vedno lahko, da sprejmemo to izgubo in da se vprašamo, kaj zdaj jaz lahko naredim ali pa se vsaj potrudim, da bo moje življenje zdaj lepše. Ni nujno, da bo isto lepo, ampak vsaj poskušam na nek normalen, varen način pripeljati sebe do nečesa boljšega, do nečesa, kar me bo naredilo živega. Ljudje se lotevajo različnih stvari. Veliko ljudi začne hoditi v hribe, teč, kolesariti, in takrat začnejo spoznavati samega sebe. Kaj se takrat dogaja? Takrat so ljudje, še posebej, če nimajo slušalk v ušesih, so sami s sabo, z naravo, in takrat si primoran poslušati samega sebe, mogoče celo v tišini. In točno to delajo menihi. Menihi v Tibetu in drugih krajih imajo tako rekoč te tihe dneve, ko so 12 dni popolnoma tiho in ne komunicirajo z nikomer, ampak komunicirajo sami s sabo. In včasih mi pozabljamo komunicirati sami s sabo v smislu, kaj se mi dogaja, zakaj se mi to zgodilo, in vsak padec v vašem življenju, ki se vam je mogoče zgodil, mogoče zaradi izgube neke osebe, mogoče samo odšla ta oseba iz vašega življenja, pa ste imeli radi, mogoče ste jo izgubili, ker je umrla, mogoče je bilo kaj drugega, kakšna druga stvar, mogoče kakšen hišni ljubljenček, ki ste ga imeli radi. In takrat se zavedite ene stvari. Ta oseba je prišla v vaše življenje
z namenom, da se nečesa naučite. Ali ste se naučili mogoče ljubezni, tudi do sebe? Ali ste se naučili skozi to osebo nekih življenjskih lekcij? Mogoče ste se naučili samo ene lekcije, mogoče jih je bilo več. In te lekcije na lep način ponavadi ne sprejmemo. Nekdo nam bo včasih poskušal na lep način nekaj dopovedati in dokler nas ne prizadene oziroma ne odide ta oseba, se ne bomo zavedali, kaj nam je hotela povedati, kaj nam je želela ta oseba predati. In takrat začnemo razmišljati o sebi, začnemo razmišljati o tem, kaj nam je ta oseba govorila in začnemo dojemati, da smo mogoče res delali na določenih področjih napake, ki bi jih mogli mogoče prej že spremeniti in odstraniti, pa ker smo bili v neki coni udobja, ker smo bili v nekem takem lepem občutku, ki nam je seveda bil všeč, se nismo premaknili. Ker zakaj bi se premaknil iz tople vode v mrzlo vodo, če je v topli vodi prijetno? In takrat nas bo življenje vrglo v to mrzlo vodo. Takrat jo bomo mogli sprejeti. Predstavljajte si, da bi vas življenje zdaj vrglo sred enega oceana in bi mogli plavati. Plavati do obale in ko bi prišli do obale, koliko hvaležni bi bili, da ste prišli do obale, koliko bi verjeli vase, da ste preplavali ne vem koliko kilometrov, da ste prišli do obale, kakšen je bil vaš fokus za preživetje, da ste točno vedeli, kaj želite. In enako v življenju, dobili boste različne ljudi v življenje, nekateri bodo prišli, nekateri bodo šli. Različne preizkušnje bodo prišle in izkušnje, priložnosti in ne bomo vsi istih priložnosti izkoristili. Jaz sem izkoristil priložnost za snemanje kot statist v Ja, šefu. Jaz nisem tega sprejel zato, da se bom hvalil, lej, kaj sem pa jaz dosegel. Jaz sem to naredil zaradi sebe. Da izkusim nekaj novega, da dokažem sebi, da sem vreden nečesa boljšega, da dokažem sebi, da sem sposoben stati pred kamero, brez da me je strah, da sem se sposoben naučiti nekaj od teh igralcev, da sem lahko v pozitivni družbi teh ljudi, tega se ne da opisati, celotna ekipa, od kamermana do čistilke, vsaka oseba posebej naredi to vzdušje pozitivno. In ko vidiš to razliko, ko vidiš predanost in koliko dajo ti ljudje, da se imajo fajn v tej družbi, ker so oni ta družba, se začneš zavedati, ko prideš v neko drugo družbo, ker se ljudje kregajo, mečejo polena pod noge, ker ni nobene pohvale, kjer je samo kritika. Takrat se začne človek zavedati, da je vreden nečesa več. In ko te življenje sesuje, ko te vrže na tla, nobenega te ne zanima. Takrat boste ostali sami. Takrat se boste sami s sabo močno ukvarjali. Nobenega ne bo zanimalo. Ljudi zanima uspeh. Ljudi ne bo zanimalo, če ste vi slabe vole, pa skozi kakšne težave greste. Nobenega to ne zanima. Razen mogoče najbližjih prijateljev ali pa terapevtov, če hodite h komu. Tiste ljudi bo zanimalo. In zdaj tukaj spet odvisno, a vas bodo ti ljudje res poslušali, ali bodo ti ljudje samo
govorili čez vse, kar se vam zgodilo, če ste v življenju dobili neko osebo in vam je ogromno tednov, mesecev, let lepega življenja dala in pol odšla, to ni slaba oseba. Ta oseba vam je dala še zmeri toliko in toliko lepega. In ne morate o tej osebi misliti zdaj nek slabega, kljub temu, da vas je mogoče prizadela nek zadnji trenutek. Ja, vas je prizadela. Ni nujno, da boste tu pozabili, ampak ko boste oprostili, boste se poprostili. Spomnite se vse, kaj vam je lepega dala ta oseba. In ko boste z nekom delili katerokoli zgodbo, da ste imeli ob sebi nekega človeka, dajte ga se ga spomniti po lepih stvarih. Kljub temu, da vam je nek slabega dal, ta slaba stvar vas je nečesa naučila. Ta slaba stvar vas je naučila biti bolj močan, bolj trden, vas je naučila določenih stvari, premaknila vas je naprej. In če se to ne bi zgodilo, ne bi bili zdaj, kjer ste in še lahko napredujete. In jaz določenih stvari verjetno v življenju ne bi naredil, če se mi določene slabe stvari ne bi zgodile. In enako je v vašem življenju. Določenih stvari ne bi naredili, če se vam ne bi zgodile slabe stvari. In bodite hvaležni tudi za te slabe stvari, ker ste zdaj boljši, močnejši, izkušenejši. In ja, jaz sem šel snemati, ja, šef. Res je, zaradi sebe. Da sebe izpopolnim, da verjamem sam bolj vase, da dokažem sebi, da je marsikaj mogoče. Ne da vam dokazujem, ne da dokazujem ne vem komorkoli, sebi dokazujem. In ko eno stvar dosežeš, pa rečeš, ok, tu sem pa dosegel, kaj pa če je tudi tu možno, pa greš še drugo stvar probati, kaj pa če je tudi tu možno, kaj pa če je možno premagati nek strah pred nečem, pa da jim še tu probal, pa še tu, in tako boste postajali živi. In tu si želite postati živi. In naredite nekaj svojega življenja. Vprašajte se preden vas življenje potolče, kaj želite doseči, kaj je tisto, kar vas vleče naprej. Če je tu petje, pejte pet v nekem pevskem zboru, pejte na solo petje, začnite pet. Če vas to dvigne, zakaj pa ne? In veste, zakaj ne? Strah pred tem, kaj bodo rekli drugi. Jaz bi lahko ostal doma, če bi poslušal, kaj bodo rekli drugi, in če bi nekomu rekel, prijavil sem se na audicijo za ja, šef. Jaz sem povedal, ko sem bil sprejet, samo najbližjim, nikomor drugmu. Ko sem pa posnel zadevo, ko je pa vse bilo mimo, sem pa se pohvalil. In zapomnite si eno stvar. Ko se boste nečesa lotili, povejte to, kar se lotevate, tistim, ki vas bodo podpirali. Ker če boste povedali vsem povprek, ljudje vam bodo metali kolena pod noge, ljudje vam bodo govorili, česa vse niste sposobni, to si pa ne želite, ker jim boste začeli verjeti. Verjemite, da ste tukaj z namenom, da dosežete nekaj več svojega življenja. Nekaj več je lahko za nekoga, da zgradi hišo. Nekaj več za nekoga je lahko, da si kupi stanovanje. Nekaj več je lahko za nekoga, da si kupi avto za 1 milijon evrov. Nekaj več je lahko za nekoga, da potuje 5 let brez kakršnega koli evra. Različne cilje imamo, različne ambicije imamo. Jaz ne vem, kaj je za vas nekaj večjega v življenju. Jaz vem, kaj je zame nekaj več, kaj želim še vse doseči v življenju. Zato imam vision board, zato imam cilje napisane, zato si jih probam vizualizirati. Nekateri trajajo več let, preden se uresničijo. Ampak glavni cilj meni ni bil nastopati v nadaljevanki. Glavni cilj je bil meni premagati svoje strahove, delati na samozavesti. In to je bila samo priložnost, da jaz pridem do tega. In vprašanje, a sem jo izkoristil ali ne? Jaz sem jo. Kakšne priložnosti vi dobivate? Priložnosti vedno pridajo, ko je najtežje. Priložnosti pridajo na nek način,
v težkih trenutkih. Kadar imate najtežje trenutke, pridejo priložnosti za vašo rast. Kakšna bo ta rast? Ne vemo, včasih ne vemo in zaradi tega nekateri ne vidijo, kako bodo zrastli, ker ne vidijo pri teh priložnosti. Ko pa jo že zagledajo, se pa bojijo sprejeti to priložnost. Ker se bojijo, če smo neka oseba, s tem, ko sprejemamo nove priložnosti, začnemo postajati druga oseba. In ko začnemo postajati druga oseba, dajte sprejemati priložnosti, ki vas bodo naredili boljše osebe. In pol se nimate kaj bati, da bi izgubljali svoje partnerje, nimate se pol kaj bati, da bi izgubljali svoje prijatelje. Tisti najbližji bodo ostali. Ker če boste postali boljša oseba, zakaj pa ne bi ostajal v družbi z nekom, ki je še boljš, kot je prej, ki mi lahko pomaga, ki me lahko tudi motivira. Dajte se družiti z ljudmi, ki vas podpirajo, pomotivirajo in tudi vi postajite taki. Tako da ja, da ne bom predolg, to sem vam želel povedati, tako da upam, da je ta video kakorkoli komu koristen. Jaz sem pa izlil nekako te svoje občutke, ki sem jih želel deliti. Tako da hvala vsem, ki ste poslušali. Če vam je povšeč, da je glasba v podlagi, mi pa lahko tudi komentirate in lahko to drugič dodam. Tako da hvala za ogled in prekrasen dan vam želim.